Najprej je bil tisk, potem je prišel radio, televizija, internet, vse mogoče digitalne publikacije. Kako naj se znajdemo v tem svetu? Kako naj se javnost znajde v tem svetu? Kdo bo zmagal? Bomo še brali časopise? Bomo novinarji še pisali v njih? Jaz sem leta 1974 prvič slišal, da je novinarstvo doseglo svoje dno. Povedali so mi pripadniki nekdanjega krvavega komunističnega režima. Kakor kažejo izkušnje iz države, iz katere se vam javljam, ki velja za zgled in zato zvesto stopamo po njeni poti, je prihodnost novinarstva črna. Novinarji, ki so zdaj hlapci kapitala, ne obveščajo javnosti nič boljše od tistih, ki jih je nekoč oblast delala za družbeno-politične delavce. In to sem potem poslušal v 80-ih letih, da je ponovno doseglo dno. V 90-ih z novimi demokratičnimi oblastmi, da tako nizko, kot je novinarstvo pa zdaj padlo, ni padlo še nikoli. In to sem slišal od levičarjev, desničarjev, bivših levičarjev, ki so postali desničarjev, ki niso vedeli, da so desničarji, ampak so se predstavljali kot levica, in od novih generacij politikov, ki so trdili, da so ideološko neobremenjeni. In to slišim tudi zdaj. V novinarstvu vse bolj prevladuje senzacionalizem, ustvarjanje nekakšnih informacijskih milnih mehurjev s površno informacijo, željo pritegniti, pa brez posebne globlje umetnosti. Smo res levi in desni? Nas imajo lastniki zaradi moči in vpliva, ki jim ga dajemo, ali zaradi poslanstva, ki ga mediji opravljajo? Kdo je naš sovražnik? Politika, kapital, novinarji sami sebi?